Prevzemno mesto za prevzem gradiva v paketniku podpira uporabo paketnikov, ki so nameščeni ob vhodih v knjižnice, študentskih domovih ali na javnih mestih. Knjižnica lahko paketnike uporablja na več načinov. Brez uporabe prevzemnih mest telefonsko prevzame naročilo in gradivo dostavi s pomočjo orodij ponudnika prevzemnih mest. Z uporabo prevzemnih mest brez integracije sistema paketnikov s COBIS-3, z uporabo prevzemnih mest in z integracijo sistema paketnikov s COBIS-3. Priporočljivo je, da knjižnica, ki uporablja paketnike Direct for Me in uporablja prevzemna mesta, uporabi nastavitev za integracijo sistemov Direct for Me in COBIS-3. V ta namen mora knjižnica podati zahtevo na podporo Vizum in v skladu z željami knjižnice bodo izvedene ustrezne nastavitve v COBIS-3. Poglejmo si posebnosti v COBIS-3, ki jih prinese integracija. Prva posebnost je uporaba paketnika. Tukaj imamo primer paketnika in lahko vidimo, kateri podatki se v njem nahajajo. To je številka za sledenje. Na ta način oba sistema COBIS-3 in Direct for Me lahko sledita tej pošiljki. Podobno je identifikacijska številka rezervacije, potem je številka izkaznice, članske izkaznice, člana, ki bo v paketniku prevzel gradivo, potem je identifikacijska številka primarnega prevzemnega mesta in identifikacija prevzemnega mesta, kjer je paketnik. Potem je lokacijska številka, se pravi, knjižnica lahko ima več lokacij, na katerih se nahajajo paketniki. Vsaka od teh lokacij ima svojo številko. Potem je naslednji podatek proizvajalec, to je koda, pod katero v sistemu Direct for Me poznajo vašo knjižnico. Sledi status dostave v paketnik, ki si ga bomo ogledali kasneje, in številka paketnika. Tudi to je interna številka rezerviranega paketnika znotraj sistema COBIS-3. Paketnike lahko seveda tudi poiščemo. Najpomembnejši podatek je pravzaprav status dostave v paketnik. Če pogledamo, status nič je, ko paketnik še ni rezerviran. Se pravi, tega statusa pravzaprav nikoli ne vidimo, zaradi tega, ker imamo vedno rezerviran paketnik. Ko paketnik rezerviramo, preide v tole naslednjo stanje 1, paketnik rezerviran. Ko knjižničar gradivo dostavi v paketnik, preide paketnik v stanje gradivo dostavljeno v paketnik. In ko član prevzame gradivo iz paketnika, preide status v stanje 3, gradivo prevzeto iz paketnika. S tem je tudi v normalnem scenariju zaključena uporaba paketnika. Naslednji statusi dejansko obravnavajo napake. Napako pri dostavi gradiva v paketnik, rezervacija paketnika je preklicana in rok za prevzem gradiva v paketnik je potekel. COBIS-3 ves čas preverja stanje aktivnih paketnikov in ažurira stanje v COBIS-3. Tole ažuriranje stanj poteka vsakih nekaj minut, mogoče pa ažurirati stanje tudi z uporabo metode na paketnikih, to je metoda preveri rezervacije. V tem primeru preverjanje rezervacij, ki sicer teče vsakih nekaj minut, se zgodi v trenutku, ko metodo poženete in vsi paketniki dobijo aktualne statuse. Kar je pomembno pri uporabi paketnikov, je še to, da član, ki želi rezervirati gradivo za dostavo v prevzemnem mestu s paketnikom, mora imeti obvezno vneseno telefonsko številko. To je tudi številka, na katero bo dobil iz sistema Direct for Me obvestilo o tem, da ga v paketniku čaka pošiljka. Poglejmo še v prevzemno mesto. Se pravi, prevzemno mesto za paketnike ima kot vrsto prevzemnega mesta
nastavljeno prevzem gradiva v paketniku. Potem lokacijsko številko, o kateri sem že govoril, se pravi, ena skupina paketnikov predstavlja eno prevzemno mesto, ki ima znotraj sistema Direct4Me karakteristično številko. Zatem je še čas rezervacije paketnika, ta je izražen v urah, tega vnese ravno tako kot vse ostale podatke izum. In ta podatek mora biti usklajen, se pravi dogovorjen z sistemom Direct4Me in podatek, ki je dogovorjen, potem nam sistem Direct4Me posreduje in mi ga vnesemo v to polje. Pri pogojih, se pravi, so tukaj navedeni pogoji, pod katerimi se gradivo dostavlja na prevzemno mesto za paketnike. Tipični sta dve situaciji, ali se gradivo iz nekega oddelka dostavlja v paketnike, ki so, rekel na en način, last tega oddelka oziroma se nahajajo pri vhodu v ta oddelek, ali pa je prevzemno mesto za paketnik na nekem javnem mestu in potem je mogoče gradivo iz različnih oddelkov preusmeriti za prevzem na tako prevzemno mesto. Poglejmo si sedaj, kako poteka postopek rezervacije gradiva, obdelave rezervacije in dostave in prevzema gradiva v paketniku Direct4Me. V Qobis Plus poiščemo željeni izvod, vidimo, da ga lahko prevzamemo v naklop paketnik 1 in ga kar rezerviramo. Izberemo naklop paketnik 1 kot prevzemno mesto in ga rezerviramo. Dobimo informacijo o članu in o prevzemnem mestu. Če pogledamo v Qobis 3, vidimo, da je ta rezervacija v Qobis 3 kot prispela rezervacija in takšno jo tudi najverjetneje najdemo, saj nimamo odprtega gradiva domače knjižnice za člana, ampak pregledujemo oziroma spremljamo rezervacije v seznamu rezervacij in preklicev rezervacij. Pogledamo med prispele rezervacije in vidimo tukaj naš izvod rezervacije in jo obdelamo. Se pravi, damo jo v obdelavo, gremo v polico, v skladišče in pripravimo gradivo na pultu. Gremo v rezervacije, ki so v obdelavi. To je naša rezervacija in zaključimo obdelavo. V trenutku, ko zaključimo obdelavo, se rezervira paketnik v sistemu Direct4Me. Torej pri članu vidimo, da je rezervacija obdelana, hkrati pa pri članu vidimo tudi v povezavah kot zadnji povezani ali pa največkrat edini paketnik. Vidimo paketnik, ki smo ga rezervirali zatem, ko smo obdelali rezervacijo. Tukaj vidimo akronim knjižnice, vidimo številko člana in potem datum in čas rezervacije. Potem vidimo identifikacijsko številko rezervacije paketnika, člansko izkaznico, oznako prevzemnega mesta, iz katerega izhaja naše gradivo, in oznako prevzemnega mesta, na katerem se bo gradivo, bo ga lahko član prevzel. Tukaj imamo inventarno številko, lokacijsko številko paketnikov in potem oznako knjižnice znotraj sistema Direct4Me in status paketnik rezerviran. Tu je potem še številka paketnika, podatki o vnosu. Ta način je rezervacija obdelana in čaka na čas, ko se bomo odločili, da bomo to in ostalo gradivo prenesli v paketnike. Med tem časom lahko pride še do ene rezervacije, se pravi, član rezervira še eno gradivo,
Član poišče še eno gradivo. Preveri prevzemna mesta in tudi tukaj vidi, da je možno prevzemno mesto Naklo paketnik 1. Rezervira to gradivo. Spet izbere prevzemno mesto. In spet dobi enako informacijo o članu in o prevzemnem mestu. Če pogledamo v Covis 3 pri članu, imamo zdaj eno obdelano rezervacijo in eno prispelo rezervacijo. Tudi to rezervacijo obdelamo v mestu za obdelavo rezervacij. Med prispelimi rezervacijami jo spet najdemo. Damo izvod v obdelavo, ga poiščemo, prinesemo. Pogledamo rezervacije v obdelavi, najdemo izvod, zaključimo obdelavo in v tem primeru ne pride do rezervacije paketnika, saj ima ta član za to ta isto prevzemno mesto paketnik že rezerviran. Torej se ta rezervacija samo pridruži prvi rezervaciji v paketniku. Oziroma že tukaj vidimo, rezervirani gradivi sta 2. Kot sem že prej rekel, gradivo tako obdelano čaka za to, da se bomo odločili, da bomo gradivo prenesli na prevzemno mesto. Če gremo spet na mesto za obdelavo rezervacij in se pravi označimo gradivo, ki ga bomo prenesli na prevzemno mesto. Gremo v obdelane rezervacije in najdemo naši 2 gradivi in ju damo, se pravi z tole metodo gradivo je na poti na prevzemno mesto, jo moramo seveda vnesti inventarno številko. In naslednjo če pogledamo z filtrom na poti na prevzemno mesto, vidimo tukaj, se pravi, obe gradivi. Še posebej pomembno je to označevanje, da je gradivo na poti na prevzemno mesto pri gradivu, ki ima RFID čip. Pri takšnih gradivih se ob tej metodi, ko gradivo postavimo, da je na poti na prevzemno mesto, tudi briše zaščita. Tako da, ko bomo gradivo prenesli iz knjižnice, nam varnostni sistem ne bo javljal. Torej, tukaj vidimo lahko tudi ves seznam gradiva za določena mesta za prevzem in tukaj vidimo, da za naše prevzemno mesto, na 24H, imamo 2 gradivi. In ti 2 gradivi zdaj fizično prenesemo do predalnika in tam gradivo vstavimo v predalnik. Izvedimo zdaj dostavo pošiljke v paketnik. Postavil se bom v vlogo knjižničarja in s pomočjo telefona in aplikacije, mobilne aplikacije Direct for Me vstavil gradivo v paketnik. Odprem paketnik, vstavim gradivo. Naredim fotografijo kot dokaz. Zaprem paketnik in odčitam QR kodo. S tem je ta del končan. Pogledamo, kaj se je zdaj zgodilo v Covis 3. Paketnik vidimo, da je še vedno v stanju rezerviran, ker se še trenutno stanje iz paketnika ni preneslo.
To lahko napravimo s tem, da preverimo rezervacije z to metodo. Vidimo, gradivo je dostavljeno v paketnik. Enako bi se zgodilo, če bi počakali par minut, saj aplikacija Cobiss 3 vsakih nekaj minut preveri aktivne paketnike. Če zdaj pogledamo pri članu, status se je iz O spremenil v status V. V vmesnem času sem na svoj telefon dobil tudi sporočilo o tem, da je zame prispela, da me čaka pošiljka v paketniku, in zdaj bom kot v vlogi člana spet odprl paketnik. Začnem s postopkom prevzema gradiva iz paketnika. Kličem na telefonsko številko. Gradivo vzamemo iz paketnika in zapremo paketnik. Poglejmo, kaj se je zgodilo v Cobiss 3. Preverimo stanje paketnika. Status je zdaj gradivo prevzeto iz paketnika. To pomeni, da se je samodejno postavilo stanje, da je gradivo prevzeto iz paketnika, tudi vse povezave, ki jih je paketnik imel do člana, do gradiva, so zdaj brisane in noter so samo podatki, na osnovi katerih pač lahko ta paketnik sodeluje pri zgodovini dogodkov v zvezi z paketnikom. Če pogledamo pri članu, je sedaj gradivo izposojeno in normalno bo postopek vračila gradiva potekal, kot da je gradivo bilo izposojeno na običajni način. Torej vidimo, da od trenutka, ko smo rezervacijo obdelali in odnesli gradivo v paketnik, pravzaprav knjižničar v Cobiss 3 ni potreboval nobenega posega, vsi statusi so se spreminjali samodejno.